Preden začnemo striči, je treba vedeti, za katero pasmo gre. Treba se je odločiti za varianto pasje pričeske, ali za krajšo frizuro, ali ga strižemo za razstavo ali ne. Večinoma standard pasme določa obliko frizure, kakšna mora biti. Lastnika je treba povprašati o obnašanju in posebnostih psa, tako da smo pripravljeni na striženje. Biti moramo pozorni, če je pes na primer agresiven, če šavsa, če je nemiren, se boji, če je paničen ali ima kako rano ali izboklino, za katero je treba paziti, da je pri striženju ne odrežemo. Skratka, te stvari je treba najprej povprašati lastnika, potem pa lastnik pusti psa tukaj in začnemo striči. Najprej postrižemo psa po hrbtu. Torej strižemo ne najprej po glavi, kot bi bilo logično, ampak začnemo najprej po hrbtu. Iz dveh razlogov. Zato, ker tukaj odvzamemo dlako in če je kaj narobe, ni nobene škode, ker tukaj psu odvzamemo vso dlako. Tudi če je pes nemiren, se lahko postopoma navadi na striženje. Zdaj gremo na oblikovanje nog. Najprej jih razčešemo. Bolj kot jih bomo razčesali, lažje bomo strigli. Pri prednjih nogah moramo biti dostikrat zelo potrpežljivi, ker se psi za te šape zelo bojijo. Odstranimo odvečno dlako, ki štrli od zamišljene idealne linije. Glavo spet najprej razčešemo. Najprej odstranimo dlake med očmi, samo ta del, ki sili v oči. Dlake, ki onemogočajo brvem, da bi lahko padale. Uhlje vedno ostrižemo na kratko. Pri nohtih je treba paziti, da jih ne odrežemo preveč, ker je v nohtu jedro, ki je neenakomerno razporejeno v notranjost, pri nekaterih bolj, pri drugih manj. Če noht preveč odstrižemo, lahko psa zelo peče. Poklic pasjega frizerja. Za človeka, ki ima veselje do psov, je striženje psa prijetno, saj ob striženju doživljaš različne značaje, telesni in psihični stik, ta izziv, da ga lahko umiriš in da si z njim lahko prijatelj, kljub temu, da je pes v položaju, ko mu ni prijetno. Določeno energijo človek včasih čuti in če imaš pse rad, je to lahko prijetno. Slaba stran pa je, da ni ravno zdravo, ker ostre dlake frčijo po zraku in jih vdihavaš. Predvsem pa moraš 2 uri delati zelo intenzivno, če hočeš psa lepo ostriči. Za vsako delo moraš imeti veselje, drugače nima smisla. Je pa užitek, ko je stvar končana, ko pogledaš izdelek in če je lepo, potem je to zadoščenje. Večina ta poklic preveč jemlje kot obrt in če je to obrtništvo, gledaš na to, da vložiš čim manj dela in čim več zaslužiš. Morda je to izvedljivo pri tehniku, tu pa se maščuje. Mislim, da je to napaka. Strižeš temeljito ali pa ne. Pasji frizer mora seveda biti tudi korajžen in se psov ne sme bati. Poznati mora tudi pasme psov. Znati mora ravnati s psom, ga umiriti in mu hkrati narediti kakšne prijetne občutke, da pes nima občutka, da je striženje grozno. Vedenje psov pri striženju. Različno je počutje psov. Če je to mlad pes, ki se prvič striže, je treba z njim delati bolj obzirno in previdno. Na hrbtu ga na primer na začetku bolj izzivamo, kot strižemo.
Večina psov, ki so večkrat ostriženi, so navajeni. So pa nekateri, ki vedno mencajo, se kar naprej prestopajo, cvilijo, nekateri so bolj tečni, tako kot ljudje, nimajo obstanka. Ampak večinoma so pridni in se vdajo v usodo. In potem je pes zadovoljen, ko je stvar končana. Srečen, ne samo zato, ker je konec, ampak se tudi med drugimi vrstniki počuti nekaj posebnega. Je skoraj važen pred drugimi. Lastniki psov. Lastniki psov so različni. Nekateri so kapricasti, ne toliko zaradi striženja, bolj zaradi psov. Nekateri se bojijo, da bo kaj narobe, če bo pes sam. Če je lastnik zraven, potem je težko vzpostaviti stik s psom. Pes išče potuho pri lastniku, oziroma jaz ne morem navezati stika z njim.